smo na križarju 12 dni, od tega 3 dni plujemo. Začeli smo v Trstu, pol smo šli v Zadar, Bari, to je italijansko mestece, pol smo spet malo pluli, pa smo se ostali v Izmirju, v Turčiji, pol smo naprej šli v Istanbul, kjer smo ostali 2 dni, pol smo spet en dan pluli in danes smo na Krku. Jutri še plujemo, pol pa gremo dol. Zdaj šivamo na zajtrk, malo se nama že mudi, ker gremo napol na en skupinski ogled Krpa. Drugače pa tole je moj današnji outfit, tako da lepa na zajtrk. Drugače sem na križarjenju z mojim fantom, Luka Pomaki. Smo zelo zasidrani v pristanišču, zraven je ena sosednja križarka. Reče pa zelo lepo, ker se lahko tako sedeš ob oknu in imaš razgled na celo mesto. Ok, zdaj sem prišla čez security point, zdaj pa grem počas v mesto. Zdaj se sprehajamo po ulicah Krpa. Zelo je veliko enih trgovin z različnimi stvarmi, od oblačil do čevljev, borbic, vsega. Mi je pa zelo všeč njihova arhitektura, ker so take zanimive, majhne ulice in je zelo tako prijetno obmorsko mesto. Tule za vami je pa zelo skopirana pariška ulica, ena zelo znanih, ki ima iste v bistvu arkade, spodaj so kavarnice in so čisto skopirane. Se pa na Krfu zelo veliko meša grška in pa venečanska arhitektura, zato ker so Krfu zelo dolgo vladali tudi Venečani. Luka se je odločil, da bo šel malo zaplavati. Meni se mi zdi premrzlo, da bi šla plavati. Tako da zdaj čakam, da se malo shladi pa da pride z vode. Pol gremo malo nakupovati spominke, pa mogoče probamo še kako njihovo stvar. Njihova zelo znana pijača, žgana pijača je uzo, to je v bistvu janeževo žganje. Drugače si pa znamo grško salato, gyros, to je v bistvu zelo podobno kot naš kebab, samo da je noter v bistvu zraven še pommes frites. Pa še ene par stvari smo izvedla, da bomo šla pogledati, če jih lahko kje dobimo, pa mogoče kupimo kot suvenir za domov. Tole je ta otok, ki sem ga prekazala na zemljevidu. To se pravi, to je mišji otok, kjer ima obliko miši. Ema, kaj bomo pa jedla? Tuj ne vem, kaj še zbiram. Tule mi je gospa zadnjo tole trikotnik za feto vzela, tako da ne vem, moram se odločiti. Pito s feta sirom, pa še neko njihovo sladico, nisem sploh razumela, kaj je točno to. Jaz sem pa vzel eno grško pico, ko izgleda kar okusno. Pa še ena zanimivost glede Eme. Ema je strastna nakupovalka, pa gurmanka, tako da z njo iti v shopping je vedno polomija. Luka, kako bi ocenila tole hrano, ko smo jo zdaj jedla? Ja, jaz sem nad mojo pico malo razočaran, ni bila neki baš dobra. Ja, jaz pač nad svojim, to je v bistvu zelo tako podoben bureku, tako da pač v redu, good, ampak po moje ne bi še enkrat zdaj vzela. Tista sladica mi pa sploh ni bila nekaj všečno. Kaj pa ta Luka? Tudi jaz nisem bil navdušen. Tako da, ajde, sva se najedla, ne bi šla pa še enkrat. Pa očitno so ti Grki tudi zelo dobri vozniki, ker so vsi avti stolčeni. Pa to ne malo stolčeni, ampak kar konkretno stolčeni. Zdaj smo prišla na ladjo, malo smo se spočila, no zdaj gremo pa v bistvu gor na čaj. Zdaj smo se ostala v recepciji. Vse je zelo tak shiny, pa tak veličastno. Bar, iz katerega ga sploh ne morete. To je športni bar, vsak bar ima neko tematiko.
tematiko, no in ta je športni. Tule imamo tudi od Maradone dres. Tole je formula, ki jo bo Luka zelo kmalu sprobil. V bistvu je simulacija prave formule in ga tako dviguje, dela se zanimive stvari. Tule naprej imamo pa še 4D kino, je pa v bistvu, to je v bistvu to, kot te kostiš na stolu, gledaš 3D očali, pa te pač dviguje, piha zrak od tebe, pa definitivno se moraš prevezati, ker drugače te dol vrže. Luka, povej, kak se ti je zdel? To je bilo kar neki najslabše vloženih 11 evrov v moj življenju. Zakaj pa? Zato, ker sem se zavil vsako bando, ki je bila pripravljena. Tako da tega ni vreden sprobati. 4D kino je bil pa meni osebno fajn, tako da če boste mogoče tu, sprobajte, ker je luštno. Drugače pa za kot eno zanimivost naj še povem, da povprečno se ljudje na križarjenju zredijo od 2,5 kg do 5 kg v 12 dneh. Pač moramo vedeti, da tu se dobro je, spije se kakšna pijačka, sladka in to se kar hitro nabara. Ampak ne skrbeti, imamo rešitev, imamo fitness, pejte ga z mano pogledati. Tukaj dobiš različne masaže, džakuzije, savne, imaš tudi neke privat sobe za jogo, pa z džakuzijem, tako da mogoče, če bi zaredala taki novka. Ta soba je meni najljubša. Evo, tako izgleda najin outfit, pašema skupaj. Oba dva, Luka ima take male modre črte vmes v obleki. Moja obleka pa takole izgleda, evo. Tako da zdaj smo ready za na večerjo. Evo, to je današnji meni. Vzela bom verjetno tale koktejl z morskimi sadeži, pol bom eno solatko, juhe bom preskočila, vzela bom še tele raviole, od glavne jedi bom vzela pečen goveji file, za sladico se moram pa še odločiti. Napišite v komentar, kaj bi vi vzeli. Evo, to je prva predjed, neki morske hrane, dajmo sprobati pa da vidimo. Luka je naročil polže, tule noter so polži, komi čakam, da to sproba, da pove, kak je. Mene pa tole ni prepričal, tako da bom to je definitivno preskočila. Za vse tiste, ko imate predsodke, da je tole polž, v bistvu okus je čisto isti kakor školjke, tako da, če vas to ne moti, je v bistvu zelo dober. Evo, večerja je končana, polži so bili čudoviti, Ema še zdaj ne more verjeti, da sem to probal. Ne, res, to je pa meni to. Res mi ta žival sploh ni všeč in mi na kraj pameti ne pade, da bi jaz to jedla. V glavnem, kakorkoli večera je za nama, zdaj gremo v teater. Tale Luka mi čisto preveč nagade, da ga bom po mojo sobo zaprla, pa grem sama. Zdaj nas čaka en italijanski večer, tako da vam pokažem par utrinkov še od tam. Tale vzamem s sabo, pejte. Evo me, pred teatrom sem, zdaj grem na predstavo, pa vam tam pokažem. Midva sva si pogledala predstavo, bila nama je luškana, zdaj pa v bistvu počas zaključujemo ta današnji večer in tudi tale vlog. Zdaj v bistvu gremo sam še v kabino pa spat. Tako da ja, pritisnite zvončka, da vas obvesti, ko bo nov video.
lajkajte tale video, subskrbite se v spodaj, pa napišite v komentar, če bi tudi vi kdaj radi šli na križarjenje. Čau! Čau!